V preteklem tednu je bil na sporedu dvojni krog. Grofje so v razmaku 5 dni odigrali 2 srečanji. Najprej je bil v četrtek na stadionu z Dežele na sporedu dvoboj 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Nasprotnik, novinec v ligi, Sherry Box 24 Tabor Sežana, edini, ki nas je v prvi četrtini državnega prvenstva uspel premagati. V Celje sta se v vlogi trenerja in njegovega pomočnika vrnila Almir Sulejmanović in Dominik Beršnjak, ki sta dobršen del igralske kariere preživela prav v Knežjem mestu. V primerjavi s srečanjem proti Aluminiju, ki je bil od Kraševcev boljši s 3-0, je Sulejmanović dodobra premešal začetno enajsterico. Opravil je 5 zamenjav. V vratih je začel Rener, v osrednji branilski vrsti Zebić, na desnem boku Horvat, na levem in desnem krilu pa Stančić oziroma Bongongi. Dušan Kosić je v primerjavi s srečanjem proti Muri v Fazaneriji opravil 1 zamenjavo. Po prestani kazni rdečega kartona se je na levi bok vrnil Tadej Vidmajer. Prav Tadej Vidmajer je bil prvi, ki je zapretil nasprotnikovim vratom. Ivan Božič je žogo odložil za Darija Vizingerja, ta pa je z lepo podajo našel tekajočega Tadeja Vidmajerja, ki je meril preko vrat. Nevarni so bili tudi gostje. Strel Stančića z roba kazenskega prostora je Matjaž Rozman preusmeril v okvir svojega gola. Žan Benedičić je žogo poslal do Mitje Lotriča, ki jo je s prsmi podaljšal do Darija Vizingerja. Strel hrvaškega napadalca je Renerja zadel v ramo in končal v kotu. Na levi sta kombinirala Tadej Vidmajer in Mitja Lotrič, ki se je otresel svojega čuvaja Mihaljevića in mu pobegnil v kazenski prostor. Žogo je poslal v neposredno bližino bele točke, kjer jo je Ivan Božič 5. v tej sezoni poslal za hrbet gostujočega vratarja. 21. minuta, Celje Tabor 1-0, Ivan Božič. Po podaji Miloševa je z glavo sprožil Sikimić, Matjaž Rozman je njegov poizkus uspel odbiti v kot. Podajo Žana Benedičića v kazenski prostor je gostujoča obramba odbila do Ivana Božiča, ta pa je proti Renerju sprožil močno, a nekoliko nenatančno. Grofje so žogo z dotikom prenesli do Tadeja Vidmajerja, ki jo je lepo podal v kazenski prostor. Dario Vizinger jo je z glavo poslal v mrežo, a je bil v prepovedanem položaju. Karlo Plantak je poizkusil oddaleč, nenatančno. Strel Žana Benedičića je končal v Renerjevem naročju. Jakob Novak se je izkazal z mojstrsko podajo. Dario Vizinger je z močnim in natančnim strelom očistil pajčevino iz zgornjega desnega dela vrat. 71. minuta, Celje Tabor 2-0, Dario Vizinger. To je bil 8. zadetek najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije v letošnji sezoni. Do zadnjega žvižga Mateja Juga se rezultat ni več spremenil. Ivan Božič in Dario Vizinger za 5. zmago v letošnji sezoni. V ponedeljek zvečer so Grofje gostovali v Kidričevem. V 12. krogu je bil nasprotnik Aluminij. Tekma se je začela z minuto molka v spomin na Suada Beširevića, ki nas je žal zapustil v 57. letu. V sezoni 92-93 nas je popeljal v finale pokala in v evropska tekmovanja.
Trener Aluminija Slobodan Grubor je v primerjavi s prejšnjim krogom, v katerem so Šumarji z 1-0 izgubili na gostovanju pri Triglavu, v začetni postavi naredil 3 spremembe. Namesto Konteka, Leka in Ploja so začeli Amuzi, Pantalon in Klepač. Dušan Kosič je tudi tokrat naredil eno zamenjavo. V svoji začetni enajsterici je kaznovanega Dušana Stojinoviča zamenjal z Juretom Travnerjem. Matjašič je na hitro izvedel stranski avt. Do strela je prišel Živkovič, ki je ogrel dlani Matjaža Rozmana. Na drugi strani je oddaleč poizkusil Žan Benedičič, ki je meril mimo gola. Matjašič je žogo prenesel na našo polovico, zaposlil Živkoviča, ki je v prazen prostor poslal Petroviča. Zatresel se je zunanji del naše mreže. Žogo je Mitja Lotrič podal do Darja Vizingerja, ki je stekel proti vratom Kovačiča. Dohitel ga je Martinovič in ga zaustavil. Piščalka Dejana Balažiča je ostala nema. Je bil prvi strelec prve lige Telekom Slovenije zaustavljen na pravilen ali nepravilen način? Je to prekršek za 11-metrovko? Vaš pogled v komentar po to objavo. Josip Čalušić je podal močno žogo v kazenski prostor. Kovačič jo je uspel ukrotiti. Do izbite žoge je prišel Darjo Vizinger, ki je v ogenj poslal Ivana Božiča. Hrvaški napadalec je bil hitrejši od Jakšiča in Pantalona, a je slednji žogo na koncu uspel odbiti v kot. Z roba kazenskega prostora je poizkusil Klepač. Matjaž Rozman je njegov poizkus ujel z lahkoto. Leko je lepo zaposlil Matjašiča, ki je sprožil iz prve, prek vrat. Pantalon je po kotu poizkusil z glavo. Rok Štravs je njegov poizkus odbil s črte. Tadej Vidmajer je Klepaču elegantno dozel žogo in podal do Mitje Lotriča. Lotrič je stekel na nasprotno polovico in jo podal na rob 5-metrskega prostora, kamor je vtekel Ivan Božič. Kovačič je preprečil zaključek nevarne akcije za gol. Tudi naš drugi medsebojni obračun z Aluminijem letos se je končal brez zmagovalca in brez zadetkov. 5. remi, 20. točka v prvi ligi Telekom Slovenije.